Kako lahko v odnosu preprečimo prepire in dvignemo partnerstvo na višji nivo? Če ste že nekaj časa v partnerstvu, potem se vam po vsej verjetnosti dogaja, da se občasno pojavijo prepiri na različnih področjih življenja. Dalj časa, kot smo skupaj, bolj kot nekatere stvari se dogajajo, potem pridejo na dan recimo neskladja na področju samega partnerstva, financ, vzgoje otrok in tako naprej, same vizije v življenju. Dejansko iz službe prihajamo utrujeni, pod stresom smo, vsega se preveč nabere. In potem poskušamo in nekako želimo partnerstvo dati na višji nivo, pa nam ne uspe. Vedno znova, občasno, saj imate izkušnjo, te stvari se nekako vrtijo v nekih ciklih, v krogih. Nekaj časa je spet v redu, stvari se nabirajo, mi smo nekako nezadovoljni in tako naprej. In potem izbruhne zadeva in potem nekaj časa poskušamo reševati, bolj intenzivno delamo na sebi in na odnosu, in potem se zopet te stvari pojavijo. Kako gremo lahko iz tega začaranega kroga, kako lahko izstopimo iz tega klopčiča in dvignemo partnerstvo na popolnoma drugačen nivo? Ker v bistvu imamo željo, imamo v bistvu interes, ampak nekako ne moremo priti skupaj. Vedno, ko se dejansko, ko se želimo pogovarjati zaradi slabe komunikacije v odnosu, ko se želimo pogovoriti in zgraditi neko novo vizijo zaradi stvari, ki jih delamo v narobe, jih ponavadi zopet delamo narobe in se zopet zakačimo in zopet se zapletemo v dodatne prepire. Ogromno staršev, s katerimi se pogovarjam, recimo, ima različne poglede na vzgojo otrok, na finance. In potem, ko poskušajo najti neko skupno vizijo, dejansko na dan zopet pridejo neke stare rane, stare zamere, vsega se je preveč nabralo, in dejansko enostavno je skoraj nemogoče narediti, obrniti nek nov list. Seveda pri nekaterih se stvar toliko nabere, da dejansko razmišljajo, najbolj, da grem jaz ven iz tega odnosa, in potem v bistvu začnem z nekom drugim na novo. Ampak za vas imam dobro novico. Ne glede na to, v kateri fazi ste, princip je isti, zadeva deluje, ne potrebujete iti v nov odnos, da lahko naredite nek nov začetek, da začnete znova v tem odnosu, ampak potrebujete par stvari. In prva stvar, ki je v taki situaciji, v takem odnosu zelo pomembna, je, da dvignemo naš nivo energije. Ker dejansko, ko smo mi utrujeni, ko smo pod stresom, ko smo znervirani, ko je problem z živci in tako naprej, je dejansko smo zelo občutljivi, takoj eksplodiramo, odreagiramo, rečemo stvari, ki jih dejansko nekje seveda razmišljamo, ampak ne kontroliramo svojih izbruhov. In ko dvignemo nivo energije, dejansko potem imamo več energije, da lahko kontroliramo sebe, da lahko kontroliramo svoje odzive, da lahko kontroliramo svoje izjave. Več energije potrebujemo dejansko, da se lahko distanciramo nad to situacijo, da se lahko distanciramo na to, da partner še vedno dela iste stvari, da še vedno se iste stvari dogajajo. Ker v bistvu dejansko, če želite rešiti zadevo, ne smete biti vpleteni. In zato tukaj prvi ključ je, da potrebujemo več energije. Drugi ključ je, da potrebujemo začeti gledati drugače na situacijo. Partnerja sodimo zaradi nekaterih dejanj, imamo neko svoje mnenje, zakaj nekaj dela, neke stvari nam grejo na živce, ampak v večini, moja izkušnja je, ko se pogovarjam z mojimi strankami, dejansko, ko pogledamo to zadevo, je v večini primerov ta pogled, to razumevanje, tisto, zakaj mislimo, da partner se tako obnaša, tako odreagira, je v večini napačno in se ga da spremeniti. In ko mi začnemo stvari drugače razumevati, ko gledamo na stvari drugače, potem dejansko smo sposobni sebe tudi odreagirati. Poglejte recimo en primer,
Dostikrat se zgodi, srečam, se pogovarjam z nekom, ne, ker ko partner dela neko stvar, ne, in dejansko pač drugega partnerja moti, ali ga prizadene, ali pač v bistvu se počuti, bom rekel, ne vem, zapostavljenega, odrinjenega, karkoli, ne. In potem v nekem trenutku se ta partner odloči, sedaj me pa ta stvar ne bo več motila, to dejansko, ne bom se več s tem ukvarjal. V bistvu pač najbolj pogosti izraz je, s tem se ne bom ukvarjala, ne. Ampak v bistvu, ko se odločite, da se s tem ne boste ukvarjali, zadeva vam je še pred kratkim bila pomembna, zadeva vam je dejansko metala stvari ven, ne, in dejansko ste se počutili prizadete, potem se pa odločite, da se s tem ne boste ukvarjali in potem mislite, da ste rešili, v bistvu niste rešili ničesar. Zato, ker ko se odločite, da se s tem ne boste ukvarjali, dejansko potlačite vrednost tega, s čimer bi se morali ukvarjati. Ravno s tem se je treba ukvarjati, ampak ne na isti način in ne mogoče vi sami, ampak mogoče za pomočjo nekoga, ki vam dejansko lahko pač razloži, pa to so lahko tudi navadne nogavice, ne vem. Ženska se čuti pač nespoštovana, ker partner ves čas meče nogavice. To je čist neki banalen primer. Ves čas pušča umazane nogavice. Ne? In potem v nekem trenutku pravi, s tem se ne bom več ukvarjala. Pač ne morem ga spremeniti in tako naprej. Ne? Ampak ko reče, ne bom se ukvarjala, dejansko potlači tisto čustvo, ker ukvarjala se je, ker dejansko se je čutila nespoštovana, ker je čutila, da njeno delo ni bilo spoštovano. In sedaj, ko se ne ukvarja več, dejansko se na nek način ne ukvarja s partnerjem. In tisto, bom rekel, vedno smo, bolj kot smo mi jezni, bolj smo dejansko prizadeti, bolj nam je mar za tisto stvar, kar se dogaja. Ne? In ko prenehamo biti jezni, potem se dejansko ohladimo do te situacije in hkrati se ohladimo do našega partnerja. In v trenutku, ko se odločite, s tem se ne bom ukvarjala, dejansko kaj ste naredili? Stopili ste korak stran od svojega partnerja, čustveno ste se od partnerja odtujili in dejansko s tem ste naredili korak do tega, da je pač ta privlačnost, lahko rečemo tudi strast med partnerjema potem padla. In potem dejansko ne bom se ukvarjala s tem, ne bom se s tem, briga mene, naj dela kar hoče in tako naprej. In potem se čez nekaj časa ugotoviš, da sta popolnoma na različnih bregovih in da dejansko ne čutite več ničesar. To pomeni, treba je dejansko razumeti, zakaj partner to dela in kako mu pomagati, da tega ne bo več delal. In potem tretji korak je pa treba je pozdraviti rane, ki so nastale, ko smo bili prizadeti, ko smo šli skozi neke čustvene situacije, ne? In zaradi teh ran smo sedaj bistveno bolj senzitivni. In ker smo senzitivni, ker smo ranjeni, dejansko vse, kar se dogaja, se nas dotakne, nas poškoduje, nas prizadene. Ne? Ker ogromno ljudi gre iz nekega odnosa in dejansko s tem se ne bom, ravno tako s tem se ne bom več ukvarjala, takega partnerstva imam dovolj, zaslužim si boljšega in grem v nov odnos. In potem misli, da je zadevo rešila. Ampak zadeve ni rešila, ker niti ne gleda drugače na odnos, na partnerstvo, nima neke nove perspektive, nove vizije, kako bi partnerstvo sploh moralo gledati. In to, kar je še najbolj pomembno, rane so še vedno tukaj. In ko gremo ranjeni iz enega odnosa v drugega, v drugem odnosu rane zopet pridejo na dan. To pomeni, absolutno rane moramo pozdraviti, ker potem, ko smo močnejši, ne, ko je rana zaceljena, dejansko lahko drugače odreagiramo v tisti situaciji, lahko gremo preko tega in potem res lahko skupaj najdemo neko novo vizijo, novo v bistvu perspektivo za ta najin odnos. To pomeni na kratko, kako lahko preprečimo prepire v partnerstvu in dvignemo partnerstvo na popolnoma nov nivo. Potrebujemo dvigniti svojo energijo,
potrebujemo spremeniti način, kako gledamo na situacijo, spremeniti pogled na partnerstvo in na življenje in dejansko pozdraviti moramo rane, ki so nastale zaradi vseh teh naših doživljanj, stvari, ki smo bili prizadeti, vseh teh stvari, ki so se dejansko zgodile. Če vas zanima, je vse to del mojega coaching programa ESC metode, kjer dejansko pomagam parom, da naredijo nov začetek, da dejansko zgradijo novo vizijo in da postavijo partnerstvo na popolnoma drugačen nivo. Dejansko se pari zopet zbližajo, pač ta strast, ljubezen se obnovi, ne? In dejansko, bom rekel, začnem živeti popolnoma drugačno življenje. Seveda pač vse te stvari za tiste, ki vas majčkeno več zanima, jaz verjamem, da ko se mi spremenimo, ko mi delamo na sebi, ko mi, bom rekel, spremenimo svojo vibracijo, se naša situacija, naše življenje spremeni. Ampak da ne bo samo to, tako kot sem rekel, moramo dejansko dvigati nivo energije in spremeniti pogled na življenje in pač pozdraviti rane. To je pa tisto, kar če samo delate sami na sebi in mogoče berete malo knjige, greste na kakšno delavnico, je nemogoče, ker pač teh tehnik in tega znanja nimate. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in nikoli ni prepozno, da naredite nov začetek in uresničite svoj potencial.